Pozdravljeni, dragi moji prijatelji, ki smo danes skupaj zbrani pred televizijskimi ekrani. Spet je leto naokrog, ja, čas beži in ponovno bomo prebirali adventne zgodbice. O čem bodo zgodbe pripovedovali in kaj bomo v njih slišali, pa v nadaljevanju. Dragi otroci, kaj najbolj pritegne ljudi, ko se srečajo s pravim kristjanom? Kaj mislite? Rekli boste, njegova ljubezen, pa vera, pa upanje, dobrota, morda bo kdo rekel pogum in sočutje, pa ne vem, kaj še vse ostalo, ampak res je, vse te lastnosti so pomemben sestavni del življenja vsakega kristjana. A tisto, kar ljudje najprej opazijo, je veselje, ki ga tak človek izžareva. Da, otroci, veselje. Pa zakaj veselje? Zato, ker veselje privlači. Vsi ljudje smo radi veseli. Je res? Jaz zase vem, da sem raje vesela, kot pa da bi bila žalostna. Pa mislim, da nisem edina. A ni vsako veselje enako veselje? Pristno veselje privlači neizmerno bolj od kratkotrajnega površinskega veselja, kot je to običajno ob novoletnem ali pustnem rajanju. Pravo veselje namreč izvira iz globokega notranjega miru, iz osebnega srečanja z Jezusom Kristusom. To je veselje nad našim odrešenjem in na ponovni združenosti z Bogom. Veste, otroci, prav vsak izmed nas, pa naj bo star ali mlad, globoko v svoji notranjosti hrepeni po Bogu in večnemu življenju. Bog nas je ustvaril zase. A ker sta ga naša daljna prednika Adam in Eva tako zelo pobiksala, je na svet prišel greh. Greh, katerega posledica je tudi smrt, pa ni nič drugega kot oddaljitev od Boga. A Bog ni pozabil na nas. Tako zelo nas ima rad, da nam je na božični večer poslal kar svojega sina, Jezusa Kristusa, da bi popravil tisto, kar sta Adam in Eva zapravila. In to je svojo smrtjo in vstajenjem storil več kot odlično. Kaj torej, dragi otroci, pomeni biti kristjan? Biti kristjan pomeni biti potopljen v Kristusovo odrešensko delo, v njegovo smrt in vstajenje, v njegovo veliko noč. In ta potop je krst. S krstom smo postali Kristusovi, s krstom smo kristjani, s krstom smo odrešeni. In to že na tem svetu, prav ta trenutek in na to vso večnost. Pomislite, dragi moji, kakšen neizmeren in nezaslužen privilegij imamo. Pa to moramo ponuditi tudi drugim. Ja, papež Frančišek je za letošnjo misijonsko nedeljo v mesecu oktobru izbral geslo iz besed, ki sta jih izrekla Jezusova učenca Peter in Janez, ko sta se morala zagovarjati pred velikim zborom. Ne moreva, da ne bi govorila o tem, kar sva videla in slišala. Pa saj bi jo razneslo, če bi bila tiho. Zato nista prav nič ubogala pomembnih judovskih duhovnikov, ki so jima prepovedali, da bi oznanjala Jezusa Kristusa in njegovo vstajenje od mrtvih. Polna izžarevajočega božjega veselja sta jim pogumno odvrnila: presodite, kaj je bolj pravično pred Bogom, poslušati vas ali Boga. Na to pa še ne moreva, da ne bi govorila o tem, kar sva videla in slišala. No, podobno kot apostola Peter in Janez, tudi mi ne moremo biti tiho. Zavedanje, da smo s krstom deležni popolnoma zastonjske in nezaslužene milosti Božjega odrešenja, nas ne more pustiti pri miru. Veselje nad ljubeznijo, ki nam jo je izkazal Jezus Kristus, ki je umrl za nas, pa tudi od mrtvih vstal, mora izbruhniti iz nas. Kako nas ima Jezus rad. In tega se je pater Miha Drevenšek, o katerem bo govoril letošnji adventni koledar, zavedal iz vsega srca. Mihu zato ni bilo nič težko, tudi ko se je soočal z neštetimi problemi, ki so se zdeli nepremostljivi. Tudi samemu sebi se ni smilil. Bil je misijonar v Zambiji in se je pogumno boril za evangelij, resnico in preprostega zambijskega človeka. Vse, kar je delal iz ljubezni, ki je izvirala iz zavedanja, da ga je Bog že prej ljubil in da ga bo vedno ljubil.
Njegov odgovor na Božjo ljubezen je bila njegova ljubezen. Ljubezen je bila njegovo življenje. In ta ljubezen se je odražala v privlačnem, izžarevajočem veselju. Miha je že samo svojim izgledom pričeval in oznanjal evangelij. Bil je neizmerno srečen in vesel človek. Bil je pravi kristjan. Ja. In dragi otroci, kristjanu pristoji, da je vesel. V življenju je sicer veliko težkih in žalostnih trenutkov, a resničnega veselja, ki izvira globoko v naši notranjosti, nam ne morejo vzeti še tako hudi življenjski udarci. Bog je vedno, vedno z nami. Tega veselja želim, da bi se ob branju zgodbic o patru Mihu Drevenšku nalezli v letošnjem adventnem času. In da boste resnično veseli pričakali rojstvo našega odrešenika Jezusa Kristusa, pa naj vam bo poleg adventnega koledarja v pomoč še naslednje. In sicer, Sveto pismo, vsi ga imamo doma, preden prebereš zgodbico, najprej preberi evangeljski odlomek za tisti dan. Piše v knjižici, ki ste jo dobili najbrž pri svojem župniku. Adventni venček je naslednja stvar, pripravi ga. Najlepše je, če ti pri tem pomaga kdo od domačih. Venček naj ima 4 svečke, kolikor je adventnih nedelj. Vsako nedeljo v adventu torej prižgi 1 svečko več. Bliže, ko bomo v Božiču, več svetlobe in ljubezni naj bo tudi v naših srcih. Naslednja stvar, ki jo potrebujemo, je škatlica za darove za lačne otroke oziroma misijonski hranilnik. Vsi ga že verjetno zelo dobro poznamo, vsako leto je podoben. Zelo velik izraz ljubezni je, če se čemu odpoveš in to daruješ za tiste, ki trpijo pomanjkanje. Darovi, ki se bodo zbrali v tem hranilniku, bodo namenjeni za otroke v misijonskih deželah. Hranilnik boš našel na sredini adventnega koledarja. In zelena barvica ali flomaster, tudi to potrebujemo. Vsakič, ko boš opravil nalogo, namreč v knjižici boš videl naloge in zraven klobuček. Ta klobuček pobarvaj zeleno in ta klobuček kaže na to, da si opravil delo ljubezni. Pater Miha je vedno nosil ta klobuk. Bil je njegov prepoznavni znak. Odražal je njegovo posebnost, samostojnost in samosvojega duha, ki je svobodo in uresničitev samega sebe našel v odgovoru na Božji klic. Tako, uvod smo prepovedali, stvari bomo pripravili do jutri in jutri bo prva adventna nedelja. Adventni čas se pričenja. Prižgali bomo prvo svečko na adventnem venčku. In še 4, 3, kajti prva bo že gorela. In kaj se bo zgodilo? Ja, Jezus se bo rodil, Božič bo tukaj. Dragi moji, podajmo se skupaj na pot adventnega koledarja, skupaj z misijonsko družbo Slovenije. Z Bogom in se vidimo jutri.